Evo, snema še drugi del tega zapisnika na sojenju v petek v Novem mestu. Namreč branim se pred policijo, ki jo je name poslala Urška Klakočar Zupančič zaradi Faktorja, ki sem ga snemal v živo 20. oktobra 2022. Tale proces že nekaj časa traja in vsi tisti, ki se manj spoznajo na tolo pravniško izčrpavanje nekih žrtev, vsi pravniki, tudi sodnice bivše, kar je Urška Klakočar Zupančič nekoč bila, se pravi sodnica, vedo, da so v teh dolgotrajnih procesih, meni že 3 leta to traja, da se žrtev izčrpava, se jo psihično spravlja v grob, da moraš imeti debelo kožo, da imaš to skozi glav, nad sabo, pretiti kažem, pa še to. Se pravi, drugi človek države se na te spravlja s policijo, režim te jebe v glavo, sorry izrazu. In to ni prijetno. Zdaj jaz si pa želim, da bi pisalo na nekih tako udarnih novičkah raznih portalov, bolj verjetno teh obskurnih, ker v mainstream medije ješ 10 let ne pridem, pa 15 že. Da bi pisalo, poglejte, kako se je Vodeb znašel, da spet živcira Urško Klakočar Zupančič. Namreč jaz ljudi, spoštovani vi, ki to gledate, pozivam v donaciji. Ne toliko zato, ker imam kar enormne stroške z odvetniki, namesto da bi plačal 125 evrov. Če plačal 125 evrov, to polovičko te kazni, ki sem jo dobil, bi priznal, da sem kriv. Jaz sem pa zahteval sodno varstvo. In zdaj tale odvetnik pač, noben odvetnik ni pocen, jaz sem se sicer mislil sam braniti. Pa me Boštjan Zupančič klical in rekel, ne se sam braniti, da je to enega odvetnika, da je poklič tega. In imam enega odvetnika, jaz sem ene račune odvetnikov že plačeval, niso bili majhni in zdaj bom dobil še neke večje račune, neko 10-kratno, 20-kratno cifro, tiste osnovne kazni bom plačal. Ampak Urška bo neizmerno trpela, če bo videla, da imam jaz koristi od tega, da me ona preganja s policijo, da bi jaz finančno obogatel. Se ne bom, tukaj donacij ne bom, ampak vendarle, če kdo misli, da si mogoče pa celo zaslužim kazen, torej ne kazen, zaslužim donacijo, potem naj donira zato, da bo Urška trpela. To je bil nek moj uvod, zdaj bi pa se vrnil v tem zapisniku. Tale poziv je bil en del mojega sadizma. Jaz bi strašansko užival, ker bi vedel, da se na trepalnice meče. Toliko si prizadevala, da se jaz tam cvrl ne vem kje, ampak gledaš menta, da bi imel pa še korist od tega. Ali pa da če v postopku tem kazenskem jaz zmagam, sem proščen, je ona politično truplo. Pa naj to mediji objavijo in je zmaga popolna. Torej, če se vrnem k temu zapisniku. Ta moj odvetnik je rekel, naj tolo hiperseksualnost malo bolj razložim. Namreč moja stavčna dikcija tam v obtožnici tega Andraža Suhadolca, tega policaja, ki pripisoval tisto pritožbo, ko se že reče, ali pa obtožbo Urške Klakočar Zupančič, tam je pisalo je, da ta njena seksualnost ni običajna, je izrazito povečana. To mi namreč očitajo, da sem jaz to tako govoril. In dejansko, da zdaj piše, da sem jaz tudi na zagovoru poudaril, da ta njena seksualnost ni običajna. Običajna je izrazito povečana. Ona krši s to povečano hiperseksualnostjo, ki jo izkazuje skozi svoje simptome, krši poslovni bonton, ker hoče nezavedno pokazati, to sem tam utemeljeval, da je na voljo v seksualnem smislu. To kaže tudi s svojimi tatuji, piercingi, uhani. Pa rekel sem še tudi kačo okrog vratu, na eni ogrlici imela kačo, kača je simbol moškega spolnega organa.
Mora ženska kot kačo dati okoli vratu. Ne golfivo kačo, ampak kačo kot falični simbol, kot falus. Tatuji so odraz oziroma izraz ranjenosti in jih normalen. Običajen človek nima. Naprimer, ona pa nosi rožico. In jaz sem izpostavil, rožica je simbol vagine, cvet je simbol vagine, tudi metuljčki so simbol vagine. Zdaj ne vem točno, kakšne vse tatuje ima, ampak mislim, da ima tudi rožico. V nosu nosi piercing, kar je simbol klitorisa, sem povedal. Zdaj, običajna ženska ne bo kar tam, ki je luknjo, dala še piercing. Imam ga, klitoris, dodirni me. Klitoris je erogena cona, najbolj markantna pri ženski, ki pripelje do orgazma. Klitoričnega orgazma, obstaja tudi vaginalni orgazem, ampak te detalje tam nisem šel, ki je bil že tudi tumač, ker sem govoril, je bilo veliko hihitanja. Nosi visoke razporke, s čemer kaže svoje dolge noge, ni glih mehna, ima lepe noge, jaz nikoli njene lepote nisem žalil. Tudi Tine Gaber nisem nikoli žalil, kritiziral sem njen vpliv na politiko, recimo pa Tini Gaber, ne pa nje osebno, niti njene lepote, niti lepote Urške Klakočar Zupančič nisem žalil, to sem tam povedal. Se pravi, kaže svoje dolge noge, ki vodijo, spontano, nehotno, po anatomiji, pač telesni, vodijo v njeno mednožje. S tem kaže moškim, kam naj jo gledajo, oziroma kakšno tendenco naj imajo. Kakšna želja naj si pridobijo, ko vidijo tisti razporek do kolka, tako rekoč. Zdaj, da hodi skozi v kikicah, pa da ima razporke, že na tej inauguraciji, ko je tistem prvotnem nastopu prvem, ki je tako vzdihovala, tudi v njenem vzdihovanju bi lahko govoril, pa nisem, ker sem rekel, da je vzdihovanje načeloma simbol orgazma. To je Freud rekel za histeričarke. Freud je rekel namreč, da histerični simptomi, tista zvijanja, vzdihovanja histeričark, ko dobijo te histerične napade, je simulacija orgazma. To je govoril Freud. In Urška Klakočar Zupančič je tam vzdihovala, ki je prišla gor. In jaz sem rekel, nisem tukaj izpostavljen na tem sojenju, ker je že preveč hitanja bilo, da je to simbol neke seksualne radosti, rajcanja, zburjenja. Se pravi, dolge noge imajo tam tendenco, da nekaj peljejo, kam že, tam, kamor ženska hoče biti, uporabil sem izraz, zamašena, z organom, ki njej na telesu manjka. Nisem rekel do jajc in naprej, tako kot rečem v predstavi Razočarana gospodinja pri seksologu. Ampak sem namigoval, da ta razporek ima seksualno konotacijo, aluzija na koitus. Jaz sem tam to povedal, ker sem razlagal, ker sem predaval. In pa sem izpostavil, da sem zaradi psihoanalize vodilni seksolog, malo samovšečno vse skupaj, v Sloveniji. In vem, kako te stvari delujejo, kako so postavljene teoretsko. Rdeče ustnice so simbol prekrvavljene vagine. To pa je znamenje pohote. Prekrvavljenost je znamenje pohote, ko je ženska zrajcana, se tam gomili veliko tekočin in krvi. Tudi vazelin sem upeljal in ustnice, ki so namazane z vazelinom, pomeni mastnost spodnjih ustnic, mastnost vagine. To mi ni bilo tako enostavno govoriti, jaz se nisem tam smejal, jaz sem se pol režil, ker vidim, kakva groza je bila. Sem rekel, jaz se ne šalim, to tako je. Rdeča šminka sporoča prekrvavljenost in to je seksualne narave. Te stvari pri njej ven tolčejo, prav piše, ven tolčejo, vidne so, ker je nepreskrbljena. Sem rekel, dajte to nepreskrbljenost pod narekovaje. Seksualno nepotešena je, ker je ločena in nima rednega partnerja. To sem jaz takrat, ko je bila v ločitvenem postopku, vse so se tam kandidati pojavljali. Smo tudi vedeli, kateri moški se tam okoli nje slinijo.
ampak načeloma je formalno bila nepreskrbljena, sem to povedal, pa dal pod narekovaje, tudi v zapisniku, seksualno nepotešena. Pa nadaljujem, na pogrebu nekega japonskega državnika je bila nespodobno napravljena, kazala je preveč kože in je kršila poslovni bonton. V zvezi z očitkom, da se nastavlja kot seksualni objekt, sem povedal, piše storilec, pove, da je oškodovanka neinformirana, nevedna, neinformirana. Saj ne ve, da je v psihoanalizi dikcija seksualni objekt, objekt želje, da je to diskurzivna akademska dikcija vsakega psihoanalitičnega diskurza. Ona ne ve, da je to tako. In jaz uporabljam teoretski diskurs, ko predavam, tudi na televiziji, ko jaz pač govorim teoretsko, tako kot knjige pišem, kako predavam. To je akademski kontekst, ki ga ona ni razumela. In potem se skličuje, da jo označujem, da je objekt želje, da je seksualni objekt. Ja, pa tako se govori, jaz sem rekel, pejte psihoanalitični slovar gledati. Ali Lešnikov, Bogdan Lešnik v slovenščini, ta je umrl, moj mentor je bil na doktoratu. Gej, pa nisem smel doktorirati. Ali pa Laplanche Pontalisov, psihoanalitični slovar, ki ga imam jaz doma, 30 let, sem ga šel v Zagreb kupiti. In tam piše o seksualnem objektu, o objektu želje. To se tako govori, pejte ne vem koga, bi Lakana brat, filozofske spise o psihoanalizi, seksualnosti. Tam je objekt želje, seksualni objekt. Skratka, ona ne ve, da obstaja dikcija objekt želje. Da je to akademska dikcija v psihoanalitičnem diskurzu. Meni vsej mnogi večkrat očitajo, da ženske prikažem na nivoju seksualnega objekta. Ampak to ne pomeni, da jaz ženske žalim. To pomeni, da ženska v psihoanalizi pomeni, da je objekt želje moškemu. Zato, ker je prvi objekt želje dečku mamica. Ok, deklica je tudi mamica, ampak potem pa objekt želje, deklica zamenja v oidipalni fazi. Zaradi organa več, ki ga ima oče, postane objekt želje oče in je drugi objekt želje. Prvi objekt želje za deklico, dojenčico je mamica. Objekt želje. Se reče. To ni žaljenje. Ona pa, da jaz žalim. Pa jaz izpostavljam, da je to izraz, ki se uporablja v psihoanalizi. Ona je slabšalno to razumela. Slabšalno. Jaz nisem hotel to žaliti. Meni na kraj pameti ni prišlo, da bi zdaj žalil. Mislim, jaz teoretsko razpravljam. Moje razmišljanje, moja teorija, moj ekspoze na Faktorju napačno razumela. Šlo je za, in sem povedal, za komunikacijski nesporazum. Zaradi njene nevednosti. Uporabljam dikcije, ki se uporabljajo v akademskem diskurzu. Pač to sem jaz. Ona je še rekla, ja, ljudje vas narobe razumejo. Jaz ne moram pomagati, če so neinformirani, če podlegajo Dunning-Krugerjevemu efektu, o efektu nevednosti. Tok malo vejo, da objemu nevednosti mene kritizirajo, jaz pa korektno govorim. Skratka, to sem jaz tam razložil, tudi teorijo subjekta sem razložil. Jaz sem povedal, da je subjekt, kar bi ona rada bi bila, jaz sem subjekt. Subjekt je slepec dvakratni, svojega nezavednega. Ne ve za simbolno slepoto, pa slepoto svojega nezavednega mislenja. Tok nezavednih misli sem ga prej omenil v prejšnjem videu. Nič o tem ne ve, pa se na mene spravlja v objemu nevednosti, pa me žali. Bi bila rada subjekt. Subjekt v psihoanalizi je čist nekaj drugega, kot objekt želje. Ali pa kot subjekt v laičnem jeziku. V zvezi z izjavo o oškodovankinem sadizmu, jaz sem pač povedal, da ona sadistično uživa, ko pač mrcvari tele moške, sem pa to se mogel razlagati. Zdaj pa kot storilec povem, da je sadizem vezan na sadistični užitek. Ko nekdo trpi in da imajo ti vsi ljudje, torej imajo ta sadizem vsi ljudje v sebi kot posledico analne faze psihoseksualnega razvoja. Analna faza je sadistična faza.
Sadistična faza se tudi reče. Zdaj, ona, ki ima ta sadizem, to ni slabšalno. Vsi imamo ta sadizem. In ta sadizem ona izkazuje na 100 načinov, ali pa na številne načine, tudi s tem, da jemlje besedo. Da se v tarči spravlja na moške sogovornike, epistemofobi, pa tiste stvari, mizogini, pa ne vem, šovinisti, ne vem kaj je to. To so stavčne dikcije, s katerim ona želi prizadeti, zato da oni trpijo, mimo tega, da jih kastrira. Ko ima besedo, v Državnem zboru pa jemlje besedo. Ko jemlje besedo, kastrira in sadistično uživa. Vse to sem tam razlagal, zato da bi dokazal, da jaz akademsko razlagam stvari. Da moj namen ni žaliti, ampak razložiti, interpretirati. Njene stavčne dikcije izkazujejo, ne samo v Državnem zboru, na televiziji, v teh intervjujih, tudi na slavnostnih govorih, da je v zadju užitek, ženski užitek, sadistični užitek, ko kastrira moške. Pa sem teorijo kastracije še razložil. Kastracijski kompleks Oedipa. Se pravi, ko moški govori v Državnem zboru ali na televiziji, se s tem, moški, se s tem, tudi jaz, jaz sem izjema, petelinimo in ona mu pa vzame besedo, s tem, ko mu odzame besedo to na nezavedni ravni pomeni kastracijo. Prepoznana je na nezavedni ravni to kot kastracija. In za njo je sadistični užitek in za te moške, ki trpijo, ko vzamejo besede, da se ne morejo peteliniti. Pa sem omenil tudi izraz kurčenje. Sem rekel, ne pisati, to je trbovski izraz. Sam da te vedeli, zakaj se gre. In ona pri tem sadistično uživa. Ker to lahko počne z pozicije moči, kot predsednica Državnega zbora, kot avtoriteta. Ker ima vključen mikrofon, oni pa ne. In ona je tista, ki vključuje pa izključuje mikrofone. Na vprašanje sodnice, zakaj ste v zvezi z njenim profiliranjem izpostavili njenega očeta. Storilec pove, njen oče je asteničen. Jaz sem rekel, preplašeni karakter, se reče v psihoanalizi. Jaz imam pa neustrašni karakter, ker imam 110 kil. Sem povedal svoje kile, 110 kil imam. On je pa preplašen karakter, suhec, ki se sam sebe boji. Rekel, se svoje sence bolj boji kot svoje babe. Mislim, ne vem, če sem to rekel, sem pa upeljal tudi ženo. On je v družini pasiven, strokovni izraz, pasiven. Njegova žena pa je v družini dominantna. Jaz sem poslušal intervjuje, številne, z njunima staršema. Sem povedal, kaj ste to poslušali, kako to, kje pa. Ja, pa se je poln teh intervjujev. Jaz sem, predtem grem na Faktor, se par ur pripravljam, da lahko nekaj povem. Jaz sem vse to povedal, se pripravljam na Faktor. Poslušam intervjuje, spremljam stvari, berem. Zato, da lahko kaj pametnega povem, da ne izpadem bedak, ker se tudi jaz petelinim, kurčim s svojim znanjem. In ne morem pa butasti spaditi, da neč povedati, Prav, ko pa to povem, imam jajca, da povem, ful pametni izpadem, in sem sam na sebe ponosen, ampak dobim pa tomu policijo, ker ona misli, vsega lahko, ker sem jaz več vredna, sem režim, jaz lahko to, policija me bo pa poslušala. Tudi Bobnarca sem upelil, sem rekel, Bobnarca, ki pa prišla, pa rekla, policija nima vstop, torej politika nima vstopa, policijo, gotovo, odletela. Sem tudi tam to povedal, sem nič ne piše to. Piše pa, da je Urška kopija svoje mame. Dominantna, kot je ta njena mama. Oče pa je pasiven, asteničen. Jaz sem uporabil dikcijo v Faktorju, ga moraš dvakrat pogledati, da ga enkrat vidiš. To je dikcija, ki jo jaz uporabljam na odru. Razočaran gospodinja pri seksologu, ko tiste dahavke opisujem, koliko so shirane, shujšane. Bolje da ljulja, nego da žulja, rečem. Boš, da je baba debela, kot da je presuha, da jo moraš dvakrat pogledati, da enkrat vidiš. In Faktor je užival. V eni sekundi se moram stavčno dikcijo spomniti. In seveda se spomnim uno z odra, precej lažje, in pol to moti. Pa sem pa še dodal, Urška po mojem mnenju očeta ni spoštovala. Saj se ne bi ločila, če ga bi spoštovala. Ženska, ki ne spoštuje svojega očeta, ima probleme z možem in se navadno ločijo. To sem vse tam razlagal, pol ure. Moralno je namreč prav, da se ne ločimo,
če imamo otroke, še posebej ne ženske, ki imajo hendikepiranega otroka, saj je znano, da ima Urška Klakočar Zupančič dvojčka in eden je epileptik. Jaz sem to povedal. Moja sočna stavčna dikcija je bila, da se zaradi kosa poscanega mesa ne ločimo, ker to ni moralno prav, to je neodgovorno do otrok. Ta se je pa ločila. Se pravi, mora fest neki narobe not špilati, zaradi primarne družine, zaradi očeta. Ločijo se tiste ženske, ki imajo zamero do lastnega očeta, ki jo potem pokasira mož. Sem lepo utemeljeval. Strokovno sem temu utemeljeval, ker jaz sem na desetine ločitvenih teh parov, ki pridejo k meni, pa jim zabičam, ne se ločevati, ker to otroke uničili. In to zaleže, če mi verjamejo. Je pa noben ni povedal, pa se je kar ločila. Zdaj pa na Boru Zuljanu, ali pa z Borom Zuljanom. Pa rečejo, vodep je vse to napovedal. Seveda sem vse napovedal. Oktobra 22, še prej, da bo prišel pol eden. Sej je bilo več, ampak zdaj pa uradno Bor Zuljan. Danes. Alboretom Voči potok, tam je bil z 2 ringlicami, 4 v uši, pa zraven bil. Una Roberta Goloba še ni bilo, una pa slavnostni Gobar. Pa v džinsu, kot taka najstnica. Pa je bilo pa mrzli, pa bunda gor dala. Njenega očeta sem izpostavil v oddaji zato, v Faktorju, ker je vloga očeta, da hčerko v red spravi. In jaz sem tam rekel, njen oče je ni. Zato, ker je razštelana. Sem rekel, o razštelanosti še pol povedal, ker ta izraz je tudi sporen. S tem, ko sem njo profiliral, sem moral profilirati tudi njene starše. Posredno. Da sem razložil, zakaj je ona taka. Zaradi primarne družine, zaradi vloge staršev, ko je bila ona deklica. Oče ima vlogo na en način, mama kot identifikacijski lik, pa na drug način. Strokovno sem tam razlagal. Se pravi, primarno družino, vpliv sem razložil. Nisem pa žalil njene primarne družine zato, da bi ona družina trpela, ampak sem profiliral Urško, zakaj je ona taka, zaradi primarne družine, po načelu otrok je oče odraslega človeka. Vse, kar je otrok, se kot bumerang uveljavi v otroštvu. To sem jaz povedal v Faktorju. In za nagrado dobim policijo, ker imam to znanje. Paradoks. Torej, znanjem sem jaz profiliral Urško Klakočar Zupančič. Ker mislim, da ni prav, da imamo takšno predsednico državnega zbora. Na tako pomembnem položaju, da imamo žensko, ki ruši vse standardne komunikacije in škodi narodu. To so dikcije, ki so napisane. Mene v okviru politične analitike vabijo v politične oddaje, da potem svojim znanjem streznjujem Gibanje Svoboda, koalicijo, vlado. S tem, ko sem rekel, da daje kariero pred materinstvo, kar mi je bilo tudi očitano, sem poskušal povedati, da mlade mamice, ona je bila sodnica, ki je bila mlada mamica, še pred nje je bila mamica, je bila že sodnica, ne bi smele dajati karijere pred materinstvo. Ona pa cele dneve po knjižnicah promovira svoje 2 knjigi. Jaz sem tudi povedal, drugo knjigo je napisala v 1 tednu, se je hvalila. In jaz vem, kateri ljudje, koliko mora biti to zaznamovani, bom raje rekel, lahko bi rekel kak drug izraz, da v 1 tednu napišejo novo knjigo. Jaz jo pa pišem 5 let. 2 knjigi promovira po knjižnicah. Mimo tega, da jaz pa ne smem na nobeno knjižnico. Ona je pa skozi po knjižnicah. Pa 2 otroka ima, zjutraj v službi, popoldne v knjižnicah. Običajne ženske. Uporabil sem pa izraz normalne. Pa sem rekel, ok, pa raj napište običajne, da ne bo preveč slabšalno. Sem pa rekel tudi normalne. Normalne in običajne ženske tega ne počnejo. Normalna ženska ne bi naredila to, kar ona dela, se pravi, da imajo ambicijo po karieri večjo od želje po materinstvu. V vsaki običajni ženski je primarna želja po biti dobra mati na prvem mestu, ne pa emancipirana karierističnost. In pa še, da se pa zaradi ne česa loči in prikrajša harmonijo primarne družine za svoje otroke. To normalna običajna ženska ne naredi. In ko jaz profiliram nekoga, ki škodi državi, je moja moralna dolžnost, da to naredim. Ne zato, da bi žalil
pa užival, ko Urška trpi, ampak zato, da streznim strice iz ozadja, da jo zamenjajo, ker je to moralno prav. Jaz moram to povedati. Na vprašanje zagovornika, torej odvetnika, ko sem zdaj mislil s tem nekim revanšizmom v smislu, da ima neko zamero do lastnega očeta, sem potem jaz še enkrat tole poudaril, ker je odvetnik rekel, naj to poudarim, da je revanšizem do moških likov, ki jih kastrira, simbolno kastrira, da jim jemlje besedo, ima tudi posledično, zaradi očeta, sem povedal, strašansko zamero do Janše, ker, kot sodnica je bila odstranjena, disciplinsko, tako rekoč odslovljena, ali pa sankcionirana disciplinsko, kot sodnica, in Vinko Gorenak jo je razgalil in ona ga je tožila, ki je to naredila v zaprti skupini, na Facebooku. Ne moreš biti sodnica, pa predsednika vlade kritiziraš. Če tudi v zaprti skupini, lahko ti svoje si misliš. In jaz sem povedal, odkje ima ta revanšizem, da to zdaj ni zgolj revanšizem, ker do Janše, ampak mora biti zamera do očeta v ozadju, ker ta ženska se je ločila. Ne bi se ločila, če ne bi imela zamera do očeta. Načeloma je to tako. Vse lahko, da je mož, ne vem kakšen kreten, pa se pol ne da zdržati z možem, pa se loči. Ampak ona ima drugo zgodbo, po mojem videnju. Mojem strokovnem videnju in moje strokovno videnje je bilo tam zaželeno, zahtevano. In jaz sem ga dal zato, da se ven mečem z svojo pametjo pa znanjem. Ne zato, da žalim Urško. Se pravi, to po Janši je pluvala, to moralno odgovorna ženska kot sodnica ne dela. To sem tudi izpostavil, da je v zadnji ta revanšizem. In to je odvetnik hodil, da to povem in sem tam še enkrat to povedal, razložil. In sem rekel, da je takšna psihoanalitična logika, ne more biti drugače. To je moje znanje, ki ga zdaj jaz dam in sorry, ker sem kriv, ker imam to znanje. In ona, kot revanšistka, ne zna brzdati svojega besa in na vseh moških potem pa stihijsko izvaja ta sadizem in užitek paketno, da odriha, da žali, da kastrira. Kastracija je simbolna dikcija iz psihoanalize. Simbolna kastracija, ki se navezuje kastracijski kompleks v času Oidipa v falični fazi. To sem tam razlagal. Saj ni nič razumela, ampak sem rekel, pa niste vi nič poslušali Boštjana M. Zupančiča, ta je pa močno v psihoanalizi, vam ni nič predaval. Odgovora nisem dobil. Mislim, da je to bilo retorični nagovor, če ona ne ve, kaj je to kastracija. Kastracija je simbolni izraz v psihoanalizi za napad na moškega. Sem napisal, dajte napisati to, da ni zdaj kar moja neka a priorna, ne vem kakorkoli. V zvezi z očitki, da sem Urško Klakočar Zupančič označil, kot da si daje duška v nekem cviljenju in mrcvarjenju in da je kronično razštelana, sem s tem hotel povedati, da je psihično, pa sem pa iskal izraze. Pa sem povedal, da ura, ki ne teče dobro, zaostaja, prehiteva, stoji, da je razštelana ura, ne dela dober, neuravnovešena, komunikacijsko agresivna, preveč čustvena, ni bontonizirana, se pravi, ne spoštuje bontona, da je verbalno napadalna, da je komunikacijsko neukrotljiva, nespretna, nestrpna. To pomeni razštelana, ker sem mogel pojem razštelanosti, ki sem ga uporabil v faktorju, razložiti, kaj sem s tem mislil. Pa sem pa tole povedal. Političarke se tako ne bi smele obnašati. Nobena druga se nikjer ne obnaša tako, kot se ta. Ona sama je izjavila zase, da je malce drugačna, posebna. To so njene dikcije. Za mene pa to pomeni, da je razštelana. Posebna, drugačna. To je olepševalni izraz za razštelano. Pa dobro, da nisem na odrske dikcijo, ker ženska mora biti malo presmuknjena, rečem na odru, še bolj zdaj pretegnjena, ker je lažji nostko prenašati, ampak se dobro dol daje. To na odru govorim razočarana gospodinja pri seksologu. V trbolah imamo pa prfuknjene. To je najvišja stopnja presmuknjenosti ali pa razštelanosti. Sam to nisem govoril niti tlele. Ampak bi lahko govoril. Lahko bi imel faktor v tistih 2 sekundah, ko se moram znajditi dikcijo iz razočarane gospodinje odrske, gledališke, to povedal. Sreč, že nisem. Da sem rekel, da je prfuknjena. Ali pa
ko rečem včasih, da je ženska prefuknjena kot prasica. To je ultimativna stopnja pretegnjenosti ali pa razšteljenosti. In da kot taka, kot razštelana, ne sodi v državni zbor. To sem izpostavil. Zato, ker krši bonton. Jaz ne morem pomagati, da je bonton tak, kakršni je, ampak tak je. Vsi vemo, da je tak, ona ga krši. Poslovni, politični bonton krši v državnem zboru, ne samo v državnem zboru, na televiziji, na proslavah v napoje, na pogrebu je razgaljena, v kožo kaže. In to japonsko, na Japonskem. In pa sem upeljal v Vatikan. Vatikan. Rdeče štikle sem razlagal željo. Imajo tudi duhovniki, zato ko imajo latentno tam gejevstvo. V gejevstvu šteje samo moški spolni organ. In tam imajo tisti visoki svečeniki rdeče čeveljce. Tudi pri njih je simbol penisa to. So geji, mnogi. In pa je pa to v ritualu tistih tam v Vatikanu so rdečih čeveljcih. Ker sem tudi štikle mogel razložiti, da je to želja po penisu. In pa jaz tudi tam doživeto govorim, sem še malo, kako rekel, hecam, sem rekel, to ne boste nikoli pozabili tega vodepa. To pa res ne. Sem rekel, ja, zato ker imam parhezijski govor, ker imam timos. Parhezijski govor pomeni neustrašen govor. Timos pomeni, da če ti nekaj veš, moš to ven dati in ljudem dopovedati, da tvoja vednost nekaj pomeni. Jaz sem tam razlagal tako doživeto, da ne vem, kako je danes spala. Iz očirine danes. Skratka, imam udarno retoriko, sem prepričljiv. Sem povedal, sem bil najboljši retorik pri Eriki Žnidaršič, sam ne v Tarči, v Piramidi 2.9. Sem vse porazil. Zato, ker sem dober retorik, sem tudi povedal, zakaj sem dober retorik. Ker sem BPD menil, pa nisem znal brati, sem se mogel vse na pamet naučiti, kot da sem prosto govoril, ne na pamet naučiti. Prosto, logično sem govoril, zato sem močno v retoriki. In ko pridem jaz potem v eter, v živo, to se ne ponavlja snemanje. To moš tam udarno povedati, da se v glav zapeče ljudem, da se prime not v bučo. V bučo sem rekel, po trbovski se reče. Zato moram biti prepričljiv in najti odgovore v 2 sekundah, ker gre oddaja Faktor v živo. Ne morem tam olikano govoriti. To govoriš kot robot, tam da daš play out loud ali kaj že tam pa ti bere. Robot, tekst. Jaz moram doživeti to govoriti, ker se ukvarjam, sem povedal, tudi z neurolingvističnim programiranjem, kar pomeni, da nekdo, ki podaja neko snov, in jaz sem najboljši predavatelj zaradi retorike in jaz vem, kako moram govoriti. Doživeto, tako kot tukajle. Parhezijsko. Sem razložil parhezijski govor, neustrašni govor. Na vprašanje sodnice, kaj ste želeli doseči s to svojo analizo, ali vplivati na svoje občinstvo, na njihov pogled, ali na samo Urško, Klakočar Zupančič. In pa jaz odgovorim. Nikakor na Urško, ampak na tiste, ki so odgovorni, da je ona na tej poziciji še vedno, namesto da bi jo umaknili. Sem tudi Mojco Pašek Šetinc izpostavil, da njo so od strani izgibanja Svoboda, da bi se Urška Klakočar Zupančič streznila, da bi se ustrašila malo, da tudi njo Golob lahko vrže čez ramo. Mojco Pašek Šetinc sem upeljal. Moj parhezijski govor v Faktorju, ne samo enem, v večjih, je, kadar kritiziram oziroma profiliram Urško Klakočar Zupančič, da ne sodi v politiko, da ne more strici iz ozadja s Kučanom na čelu umakniti, ker škodi narodu. To je moj point bil. Želim strezniti Gibanje Svoboda, koalicijo, vlado in tudi Goloba. In celo politično kulturo želim osvestiti, da taka ženska ne sodi na vrh v državni zbor. Jaz imam parhezijski govor, kar govor, parhezijsko govorim, to pa pomeni, da imam neustrašen govor. Kar pomeni, da moralno čutim, da moram govoriti, udarno govoriti, ker nekaj vem. Ker to, kar vem, ta vednost koristi državi. In to moram povedati, ker to koristi tudi družbi, ljudem, narodu. Ona pa s takimi stvarmi, kot jih počne, po mojem videnju, škodi državi. In koristno je, da jaz govorim
na ta račun. Govorim tako, kot govorim. Ker ona škodi države, ona je škodljiva. In jaz imam najvišjo stopnjo moralnega razsojanja, sem povedal. Postkonvencionalno moralno razsojanje. Nisem šel z ono stratosfero, da to imajo samo moški in to še samo 20%, je rekel odvetnik, ne v to smeri je. Se vemo, kako je, ampak ne govoriti, da ženske nimajo moralne razsodnosti, da je sodnica zamirila. Pa sem bil potiho o razlikah med spoloma. Ampak sem pa povedal, da jaz osebno pa imam najvišjo stopnjo moralnega razsojanja. In zato moram, jaz ne kalkuliram, kaj meni koristi, ampak kaj je prav za državo v tistem trenutku. Moralno prav je, da te stvari povem za vsako ceno, ne glede na to, ali so ljudje užaljeni, ali je ona klakočarka užaljena, ali njena družina užaljena. Jaz sem se mami Andreja Šiška opravičil, da se čuti užaljeno, ampak to, kar sem jaz v Šišku povedal, je moralo biti povedano v eter, drugega so ga pa zaprli. Tožilec mi je pa čestitil, da sem olajšal njim delo in sem naredil nekaj, kar je prav, pa mi ni bilo luštno to njemu povedati. Pa še vardiste imel v tem smislu, da jih bom dubil. Sem še svojega enega prijatelja pripeljal, da bi me varoval, če bi me tepli. Ampak sem povedal tisto, kar mora biti povedano. In to je zame moralna vrednota. Zdaj, če ona zaradi tega trpi, pa njena družina, to ni moj problem. Mislim, ni moj problem. S tem se pa res ne ukvarjam. Če je jaz nekaj moralno, kar je več, dam na prvo mesto. In mene ne gledajo vaški posebneži, zgolj oni. Ne, tudi mogoče, ne. Ampak odgovorni politiki in strici iz ozadja. In meni gre za to, da me ti slišajo. Saj so oni odgovorni, da je ona, Urška Klakočar Zupančič, še vedno na tem položaju. In se tako obnaša. Vse je pa rekla, pa sej očitno ni tako slabo, da je še vedno tam. Ja, če jo mainstream mediji držijo kot klop, če gre ona odvrči golobi, kona odgotovo, pa Janša pride, ne posebljeni hudič, rečejo na levi. Skratka, poje pa še nekaj odvetnik rekel, naj tolo cviljenje pa mrcvarjenje, ki je sadistično, ne, še malo razložen, pa sem pa povedal, morda nisem za cviljenje uporabil pravega izraza v tistem trenutku. Mišljeno je bilo v smislu tega, da njen ženski vokal, kot je živeto in čustveno govori, ta njen vokal ni kulturno primeren. Tudi Vesna Vuk Godina in njeno cviljenje sem razlagal, kako je moteča s tistim svojim vokalom. Urška Klakočar Zupančič ima ton glasu, pa tudi višino ali pa jakost glasu, da to ne sodi na funkcijo predsednice državnega zbora, ko govori tako euforično, čustveno, agresivno. Pa tudi mene ne bo noben jebo. To je posneto. Sem tam povedal, sem to enot ne piše. Na vprašanje sodnice, kakšni so bili odzivi poslušalstva in gledalstva na to oddajo, storilec odgovori, da so bili odobravajoči, euforični, spodbujajoči, češ, da sem imel prav, da sem prav povedal, da je končno nekdo povedal tisto, kar ji gre in da imam prav. Komentarji na to oddajo so bili zbrisane, ker je cela oddaja zbrisana, zamenjena z drugo verzijo, tisto, s katero je Ako zadovoljen. Umaknjen je bil tisti faktor, zamenjen z novim posnetkom, kjer se sliši moj govor, ampak Ako si pa rekel, da to pa ni, ne vem, kaj piše tam. Skratka, evo, to je bilo to, to je bil cel zapisnik, zdaj pa, gledajte, vse nam rekel, grem na kolena, ampak če imate pa tega, nam rekel, viška denarja, če se vam zdi smiselno donirati, spodaj imate neke linke in če bom, recimo, dobil dovolj veliko donacijo, plačal bom davke, bom še Wikipedijo tožil. Ona se pa na trpalnice metala, ker se bom jaz okoristil z njo. Ne sam, da bom odvetnika plačal. Hvala, ker ste me poslušali. Čau.